Živo. Meni je še bolj kul, da sem tle kot tebi. Jaz sem iz Ljubljane prišel, živel sem pa prej v Trstu, si predstavljaš. In zdaj sem tu spet. Zanimivo. In za koliko časa ste živeli v Trstu? Vam je Trst všeč? Meni je Trst bil super. To je bilo 91. leta, ko so se vojne začele na Balkanu in sem moral zbežati, da se mi ne bilo treba tepst. In sem bil tu skoraj celo leto. In pa sem valjda presedlal na Ljubljano, ker sem tam imel veliko frendov in tako naprej. In ali nam bi danes sedaj povedal, kaj ste danes predstavil? Ja, sure. Najprej sem dolgočasil o sebi, koliko sem jaz car, koliko sem cool, koliko sem pomemben in koliko je to vse nenormalno pomembno. Potem sem probal razložiti, kaj je tisto, kar smo zaštekali o internetu, kaj zdaj mi vemo o sebi zato, ker smo online, torej kaj se dogaja z našo lenobo, z našo potrebo po udobju, z našim potrošništvom, na kar sem šel na glavno poanto in to je, kje smo zdaj s to zgodbo o umetni inteligenci in sem malo razložil, da nič bat, to, kar se nam zdaj dogaja je eno, tisto, s čem strašijo mediji je drugo, ne, ni robotov, ki nas bodo pobili in zagospodarili s planetom. In sem pa na koncu probal stisniti par neskončno modrih nasvetov, nisem ziher, kakšen je bil sprejem. Ampak če si bil v publiki, lahko ti poveš, kaj si ti zdi. Ja, jaz sem te nekaj vprašal. Izvedel sem, da niste prav aktiven na social medijah. Zakaj, ali se bojite? Ja, odvisi. Jaz sem bil izrazito aktiven na Facebooku, Twitteru in Instagramu 10 let nazaj, ali pa več. 2003 sem začel sam proizvajati social media platforme, ampak sem pol malo popustil in zdaj bistveno manj objavljam na Facebooku predvsem, oziroma če šeram stvari, šeram direktno z ljudmi. Zato, ker sem se nasitil, ker sem 8 let nazaj dosegel 5000 frendov na Facebooku in ne vem koliko več, ne vem res, na Twitteru in Instagramu in sem razumel, da to ni moj life, da ta raven samopromocije in tega narcizma, ki je tam nujen, mene ne intrigira, jaz sem že car, jaz to že vem, ne rabim potrditve. Za tiste prave namene, vsebinske namene, ostati na vezi s frendi, dejanskimi frendi, posebej pri takih, kot sem jaz, ki smo migranti, ki imaš frende drugje, tu je Facebook carski, ampak to počnem, ne da bi delal hrup okrog tega. Ja, res je, ko imaš toliko ljudi na spletu, na tvojem profilu Facebook, res je težko slediti in sploh ni več življenje. Rad bi vprašal še nek nasvet za mlade in ne vem, eno misel. No, ko sem tam probal skleniti svoje čudovito predavanje, sem vztrajal na parih detaljih. En je nekaj v zvezi z etiko, iz judovske tradicije, drugi bil nekaj v zvezi z udeležbo v skupnosti, iz grške demokratske tradicije in sem tako še bolj preprosto povedal, da je strašno pomembno znati ločevati med stvarnostjo in fejkom, da ne zaupati tistim, ki ti ponujajo fake rešitve.